pozdravljeni zopet na Psihološkem večeru. Z vami Andreja Križan-Lipnik, psihologinja, zaposlena v vrtcu Rogaška Slatina, sicer tudi mama 4 otrok in soustvarjalka na tem našem rodovnem posestvu Križan-Lipnik, iz katerega se vam oglašam. Hura, počitnice so tu. Počitnice, čas, ko smo več skupaj, čas, ko so naši otroci doma, ko imajo mnogo prostega časa, ko jim ni potrebno vsakodnevno skrbeti za naloge, za urejenost šolske torbe in tako naprej. Čas, ko otroci svobodneje zaživijo. Hkrati je to čas, ko mi starši morda za nekaj časa moramo malo bolj planirati, kako bomo redili varstvo, kako bodo naši otroci zaposleni, da se bodo imeli dobro, hkrati pa čas, ko lahko planiramo mnoge zadeve, ki nas bodo medsebojno povezale, ki bodo prinesle sproščenost, igrivost v našo družino, k našim otrokom in ko bomo lahko v bistvu bolj dobesedno povezani z otrokom in jim predajali življenjske vrednote. Družinam, staršem, otrokom želim predati nekaj informacij, ki bi naj prinesle jim spodbudo za lepe, navdihujoče in sproščene počitniške dni. Znano je, da so danes otroci manj časa gibalno dejavni, manj časa se igrajo v naravnem okolju. V njihovi igri je manj dejavnosti, ki zahtevajo moč in spretnosti, kot so plezanje, plazenje, vzpenjanje, premagovanje klancev in podobno. In posledica je, da so njihove gibalne sposobnosti bolj skromne, kot so bile pri otrocih pred 15 ali 20 leti. In ta trend se še nadaljuje. Pri tem imamo neželene posledice tega trenda, med katerimi so najpogosteje navajani porast prekomerne telesne teže in debelosti otrok, povečano tveganje za nastanek nekatere bolezni, slaba telesna drža, bolezni dihal. Otroci preživljajo preveč svojega prostega časa pred ekrani. O tem lahko preberemo marsikaj na spletni strani www.safe.si. Slovenski pediatri so pripravili prav smernice za uporabo zaslonov pri otrocih. Sami vplivamo na svojo lastno srečo v mnogo večji meri, kot pa na njo vplivajo naše trenutne okoliščine. Glede na to, da je naša sreča v velikem deležu odvisna od aktivnosti, ki so povezane z njo in jih človek izbira sam, se postavlja pomembno vprašanje, katere so tiste aktivnosti, ki krepijo našo srečo. Namreč narava ima že po naravi, že skozi tradicijo, ima tiste vire v sebi, ki naše življenje bogatijo, ga krepijo, nas jačajo v vrednotah, ki jih zagotovo družine želimo predajati otrokom in nam prinašajo notranji mir, krepijo celostno, telesno, duševno in duhovno zdravje. Narava je neprecenljiv vir, ki ga lahko v počitniških dneh še kako zelo bogato uporabimo. Navajajo raziskave, s katerimi poudarjajo, da je zelo pomembno otroke pravi čas odlepiti od ekrana, zaradi tega, ker in poudarjajo nekje leta 11 in 3/4. Zakaj? Zaradi tega, ker je po nekaterih priporočilih
do 11. leta oziroma malce pred 12. letom se nekje tisto, kar doživimo, globoko vtisne v naš doživljajski svet in nam ostaja kot pomembno vse življenje. Zato je popolnoma drugačni vtisi prihajajo, torej se vtisnejo v naše otroke oziroma v duševnost mladega človeka, če je bil nekje do skoraj 12. leta dovolj izpostavljen naravi ali pa če je bil preveč izpostavljen ekranu. Vsekakor želimo iz stališča pozitivne psihologije, iz stališča razvoja vrednot, iz stališča psihičnega in fizičnega zdravja, da otroci globoko poznajo in globoko doživijo naravne pojave. Že samo iz vprašanja skrbi za naravo nam je zagotovo mar, si gotovo želimo ali pa si je vredno želeti, da bi otroci imeli globoka doživetja v povezavi z naravo, kajti tisto, kar ti nudi globoka doživetja, kar ti nudi nekaj, kar te pozitivno opredeli, ki tvoje življenje bogati, kar ti prinese pozitivne skripte, slike, ki te bogatijo, tisto boš cenil in spoštoval in ščitil. V jeziku angleške fundacije National Trust spodbujam vse mlade, družine, da izbirajo aktivnosti, skozi katere bi lahko svoja doživetja bogatili za 50 doživetij v naravi, ki bi jih naj sicer že doživel otrok, torej nekje do 12. leta. Katera so ta doživetja? Pa poglejmo. Poveži se z drevesom, splezaj nanj. Kotali se z visokega hriba, kampiraj zunaj, zgradi si berlog, meči žabice v vodi, skači po lužah, spuščaj zmaja, poišči ribo v jezero, mlaki. Imej piknik v naravi. Igraj se igro, kjer s kostanjem na vrvici zadeneš drugega. S kolesom raziskuj okolico. Igraj se s palicami vejami. Ustvari umetnino iz blata. Naredi jez na vodi. Za pozimi pojdi na zimsko dogodivščino. Naredi si krono iz cvetlic. Organiziraj tekmo polžev. Ustvari naravno umetnino. Igraj se igro, kjer na mostu v vodo vržeš palico, potem jo pa zasleduješ. Veslaj. Najdi hrano v naravi in jo pojej. Poišči čim bolj smešno gobo. Opazuj sončni vzhod. Hodi bos zunaj. Sodeluj v orkestru narave. Išči fosile in školjke. Opazuj zvezde. Splezaj na goro. Razišči jamo. Igraj se igro, kjer moraš v določenem času poiskati določene zapisane predmete. Na primer, hrastov list, grozdje, mačko, moder kamen. Spoprijatelji se s hroščem. Pluj s čolnom. Glej oblake. Raziskuj stopinje divjih živali. Odkrij, kaj se skriva v ribniku. Naredi hiško za divje živali. Raziskuj čudesa stoječe vode, kakšne mlake. Ujemi metulja. Poišči rakca. Pojdi na nočni sprehod ven. Posadi rastlino. Plavaj v morju. Pomagaj divji živali. Opazuj ptice.
Orientiraj se z zemljevidom. Plazi preko skal. Kuhaj na tabornem ognju. Piši dnevnik o naravi. Opazuj sončni zahod. Povabi prijatelje na dogodivščino v naravi. Predlagamo vam, da si naredite spisek, počitniški spisek, doživeti, ki jih želite doživeti ravno te počitnice. Tokratne počitnice, tokratno poletje. Tako družine poskrbite za to, da bodo ta doživetja res prijetna. Kdaj so doživetja prijetna? Ko so sproščena, ko se imamo dobro, ko medsebojno sodelujemo, ko se podpiramo, ko raziskujemo in ko doživimo prijetna čustva. Prav vsaka situacija na tem spisku ponuja priložnost za takšno doživetje. Želim vam vesele, lepe počitnice, mnogo dobrih medsebojnih povezovanj, topline, občutka zadovoljstva, akcije in potem bo nekako vse prav, tudi če bomo nekaj časa preživeli pred ekrani. Tudi ekrani so lahko pozitivni, vendar sabo, kot smo rekli, nosijo eno tveganje, ki se ga preprosto moramo zavedati in naravnati naše življenje tako, da bo vse uravnoteženo in prav. Hvala za pozornost, nasvidenje.